ljudje, kaj se nam je zdaj zgodilo? Mislili smo, da imamo vlak ob 2, smo ga imeli pa v bistvu ob 12 in smo, hvala Bogu, 11:30 videli in smo laufali na postajo in ga bomo ujeli. Ampak presežem, da sem imela mehke ude in pakirala z želejastimi rokami. Zdaj gremo na vlak, pa v Ipoh. Ipoh ima najbolj čez hrana na svetu. Ujeli smo vlak. Naše prvo jutro v Ipohu, šli smo v najbolj lokalno restauracijo, kjer strežejo same dobrote, ampak moramo počakati, da prijemo na vrsto. Ker je vse zasedeno, ampak smo prepričani, da bo vredno, okusno in hkrati tudi lepa izkušnja. To je verjetno najbolj famous jed iz Ipoha, reče se Thai Pho Pha in je v bistvu taka sojina brozgica. Ovo je to bo. Jaz sem mislila, da je to mrzlo, pa sladoled. Sojina. Navdušenje je očitno je najboljša jed na svetu. Želejka s tako smak, pomarančin, pa malo mandarinin, pa malo sladkorja. Ipoh, tako smo zdaj že najbrž večkrat omenili, je znan po najboljši hrani na svetu. Sicer se ljudje kregajo, je to Ipoh ali je to Penang, ampak zaenkrat prvih par ur ture je zelo obetavnih. Če ne vemo, kje bi jedli, ponavadi najdemo eno restauracijo, ki je polna in je polno lokalcev. Če ne vemo, kaj naročiti, pogledamo na sosednje mize in rečemo, mi bi to kar oni, in to smo tudi danes naročili. Dobili pa smo enega zelo juicy piščančka, nudelce v juhi in neko solato s kalčki. Zdajle gremo v eno restauracijo, ki ima... Kako smo takalnizacija. Tule ga pa res dumfa. Gremo v eno restauracijo, ki ima najboljšo asam lakso v Ipohu. Ja? Kako to vemo? Ker smo že enkrat bili tam, takoj ko smo prišli z nahrbtniki iz vlaka, ampak smo bili toliko lačni, da smo pa žrli tisto lakso in niti ni bilo minute priložnosti, da posnamemo kakšen video. Zdaj bomo pa šli, posneli, zato, da si bomo lahko potem doma delali lušte. A ne? Ja. Komaj čakamo. Povej, Sonč, kaj je zdaj? Kaj je to zdaj? Tečna sem. Menstruacijo imam prvi dan, hočem nekaj narediti, ne morem, dam otroka spat, uro pa pol ne zaspi. Zdaj sem tečna in zdaj me puste na miru. Si tudi kaj lačna? Ja, ful sem lačna. Nič nočem povedati. Osnova za to asam lakso je tako ful močna ribja osnova. Tako res ima okus po ribi. Pol noter so pa rezanci, ful začimb, kak tofu, tule je še ananas, pa jajčka in skupaj zmešano v taka nebesa v skledi. Pač tega bi lahko jedel verjetno 1000 porcij in tudi bom, da se mi potem nikoli več ne bo luštrala tega doma, ker tole stane tukaj manj kot 3 evre. Tole je pa upgradena verzija njihove slavne Ipoh White Coffee s temle suhim ledom pa prezentacijo. Je pa tudi ful dobro otroški grišč. To smo naročili eno kavo, ki ima led in potem jo polije z vročo
vodo in ostane tak dim. Epoch White Coffee je v bistvu kava, ki je bila pražena na maslu. Torej, kavna zrna so bila pražena na maslu in ima nek tak bolj nežen okus. Opa. Oni pa jo naredijo v bistvu tudi s kondenziranim mlekom, tako da je kot neka taka sladka, bela kava. Še eno jutro v Epochu, danes bomo pa poskusili tele njihove famous Chichang Fun. Bele rezance s ful različnimi omakami. Smo jih že iskali včeraj, pa jih nismo našli, oziroma so bili tako zjutraj že razprodani, tako da treba se malo zagrebsti. Jami. Tole znajo. Otrokoma smo vzela čist navadne, sam z sezamovimi semeni. Jaz imam takega s pujskom, mami ima pa nekega navadnega, ki je v bistvu najbolj kompleksen, ker je vse zmešano. Ampak je super zajtrk, tak lahek. Te spageti, oziroma rezanci, imajo okus po sezamu, ki imajo take sezamove semena, pa sezamovo olje, pa navadni špageti. To skupaj je zmešano, pa po mojem je tudi neke začimbe. Imaš pa lepo oblekco gor. Ja, Čigava pa je ta oblekca? mamina. A če se ti znate dokušpa, Sam. zelo je boli. Thank you. Različno bomo to zmešali. Moja ful velika želja je, da gremo v vsakem mestu v en najbolj hud koktejl bar. In v Kuala Lumpurju nam žal ni uspelo, ampak tukaj pa sem prišla do svoje želje. Tako da šli smo v en tak modern barček in si naročili 3 koktejle. Tako da se veselimo! Evo, tole je naš zadnji vlog iz Epocha. Najedli smo se noro, špili tale koktejl, ja, prav ste slišali. In jutri gremo na vlak in gremo v Penang. In potem bomo primerjali, kje je boljša hrana. Tako da nas predsmiznimo tale koktejlček, pa spančkat, pa začnemo nov dan. A ne? Ja, pačkat in upam, da spimo celo noč. Jup, tudi. Zdaj gremo na vlak. Pa v Penang! Živela pa po hodečku, tata! Ja. Smo že tle? Prispeli smo v Penang, super hotelček. Dobro sem rezervirala. Ja, vozili smo se z vlakom, pa s trajektom, pa s taksi in zdaj smo tu. In zdaj gremo jesti naprej. Tale sobica nas je stala 70 evrčkov na noč. Oče je rekel, da bomo cel dan jedli. Tako je, cel dan bomo spet jedli. Imamo 2 posli, skupaj smo v veliki sobi. Imamo tu eno starodobno sedežno garnituro, imamo tam na zadnji kopalničko. In to je to. 3 noči bomo tle, 3 noči bomo jedli. Po dnevi bomo pa spali. Ne bomo. Ja. Tale stričko ima Mišelinko za ulično stojnico in znanje najbolj v tehle kuhanih in namočenih piščančjih stopalcih. Tole imaš pa vrsto, če si hud, a ne? Če strežeš tako stvar, ko je noben drug ne zna narediti na svetu. Oči, a roko še boste tudi videli. Izi, poglej glavica. Ej, to je led. Jaz sem mislila,
Da je nekaj drugega. Kaj? Naprimer, zelje. Aj komu kaj vroče? Ne, gorimo. Come back here later. Okay. To je naš drugi dan v Penangu in dan smo se odločili, da gremo pogledat mal stari del mesta. Jaz sedim na robu koleslja. Jaz na očistim in se veselim. Critics can't even stomach it, let alone stand me. To me ful spominja na najino potovanje v Indiji, ko smo bila še sama, brez otrok. Na pol leta tam živela, potovala in smo skozi jedla tole. Ampak razlika je bila ta, da takrat sem znal to z rokami jesti, zdaj se pa nisem znal niti lotiti in pa sem si prvoščil sem tole žlico, da se ne sramotim pred otroci. Gremo na malezijski sladoled oziroma cendul, ki je mešanca zmletega leda in različnih dodatkov. Med njimi tudi fižola. Imaš ti denar? Fižolček. Mislim, da so pandanovi želejasti rezanci in zalijejo s kokosovim mlekom in palmovim sladkorjem, takim rjavim. Ni slabo. Pač fižol je sladek, tako da je res sladica, no, ampak je pa malo posebna sladica. Kdo bo? Zdaj najbrž bom kako neumno zbutno, ampak ne vem, kje vse delijo tele Michelinove tem uličnim prodajalcem. Pač tle v Maleziji oziroma v Penangu jih in ko hodiš tako po ulici, je ful teh stojničk, ko imajo gor te Michelin. Ne vem, jaz še nisem drugje videl tega, prav tako, da bi nek tak štand na kolesih, ko ga stričko pripelje zjutraj tja, pa popoldne odpelje domov, dobo Michelinko, ta je pa kar nova. Laksa. Jaz bi pico. Gremo še na zadnji obrok tule v Penangu in sicer gremo probat njihovo lakso, ki je menda še boljša tiste v Ipuhu. Ampak če sem čisto odkrit, moram povedati, da nam tele okusi in tele lakse in tele mi in riži, mislim, da nam že pri ušesih pa riti ven gledajo. Tako da, toliko jih pojemo, Madonna. Hello! Noč je mraviva. Vseeno lahko trdimo, da so tole nebesa v modri sklečki. Lila pa sicer pravi, da ta hrana ni preveč dobra. Kaj ti pa ni všeč? Ne vem, navajena so slovenske hrane. Razumem. Zato mi ni Pa durije. Zelo razumem. adurjena. Tale laksa ima poln enih zanimivih stvari noter. Med drugim tudi ginger flower, ki ima najbolj poseben okus. Zato, ko ima toliko sestavin različnih tale laksa, je v bistvu vsaka žlica, ko jo daš v usta, ima drugačen okus in to je meni vrhunsko pri takih jedeh, da presenečenje. Dragi ljudje, to je naš zadnji vlog iz Malezije. Zdaj gremo na najkrajše letalo, ki traja 21 minut. Potem gremo na speedboat, ki traja 1,5 ur in smo na Tajskem. In potem začnemo naše poležavanje po otočkih. Tako da... Mami ima rojstni dan. Mami ima rojstni dan.